Jabolka, hruške in knjige. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Jabolka, hruške in knjige. Tokrat ga vodim Živa Anderluh, z mano pa je Viktor Benčan. Kako si? Pozdravljeni. V redu, kar v redu, ja, sem. Vesel, da sem tule, pa me zanima, kaj se bo zdaj dogajalo. A je težek dan za tabo? Ne, v redu sem. Res, da delam v šoli, ampak dan je pa bil okej. Otroci so bili super. A res? Jaz poslušam od svojih bivših učiteljic in učiteljev iz osnovne šole, da so zelo živahni in da je težko ta tempo prenašati. To je res, ampak pri mojih 30 plus letih dela v šoli človek najde pot. In ja, otroci te sprejmejo ali te pa ne. Pa poskušam biti manj učitelj, kot sem bil včasih. Skušam jih razumeti, malo se pohecamo, jaz rešujem približno 90% težav s humorjem, kar je pa verjetno tudi videti iz knjige. Tudi zdi se mi iz lastnih izkušenj, da če učitelj bolj pristopa na prijateljski način, je nekako tudi bolj cenjen strani in učencev in dijakov in so dijaki raje okoli njega. Ni nujno. Da, šala mora biti, ampak se mora pa vedeti, kaj je red in ta red ga otroci, učenci, dijaki ga rabijo. Rabijo, ker red je varnost. In šele, ko ga mi zagotovimo in oni nas preizkušajo vsak dan, vsako uro nas preizkušajo in ko vidijo, da mi to vzdržujemo kljub njihovim poskusom, se počutijo varno, takrat so pa naši, ja, ali pa mi njihovi. Kako je bilo pa v tvojih časih, ko si bil ti osnovnošolec oziroma kasneje dijak? Zanimivo. Zdaj lahko samo povem, tako kot sem mojim prijateljem že večkrat, kako so izgledale govorilne ure pri nas v šoli. To je šola, ki je dolga 100 metrov in hodnik je dolg 100 metrov. Za govorilne ure je učiteljica prinesla na ta hodnik mizo in stol in starši so stali v koloni, en za drugim, recimo 5A, potem je bil zraven 5B, pa 5C, pa 5D, pa 6, pa 7, pa 8 letka je bila in vsi so vse slišali. Veste, vrš je pa tole, pa tole, pa tole. In vsi starši so lezali v dve gubi, in naš jih je tudi doma kdaj kaj slišal. Tako je bilo. Učitelj je bil oseba, ki se ji ni smela ugovarjati. Ja, mogoče je danes to malo spremenjeno. Precej. Ampak vse se spreminja, se meni zdi. Res. Danes so pač neki drugi časi, pa se učitelji moramo prilagoditi temu in to tudi delamo. Pač zakoni nam nekaj predpisujejo, mi se tega držimo, pa kljub temu imamo neko komunikacijo, ki je malo bolj poglobljena kot današnja preko ekrančkov. Naša komunikacija v mojih časih nismo imeli drugega, mi smo rabili en drugega, da smo se igrali, da smo lumparije počeli, mi smo to rabili, mi smo bili nekaj ur po pouku še skupaj zunaj, pa smo lahko vzpostavili neke odnose, ali so bili slabi, ali dobri, se ni važno. Odnose smo vzpostavili in so bili dosti globoki, ker smo drugega rabili. In to je morda tisto, kar danes naša cela družba išče. Malo bolj poglobljene odnose, ker na odnosih vse temelji. Točno tako in ravno preko elektronskih naprav in telefonov je težko vzpostaviti nek globok odnos. Ja, pa še ena zadeva, če kdo v naših časih kdaj kaj je rekel ali pa naredil, se ni mogel skriti za anonimnostjo. Nekaj si rekel,
stoj za svojimi besedami ali za dejanji in potem pokasiraj po domače, pokasiraj tisto, kar moraš pokasirati. Danes so vsi nekaj anonimni, z nepravimi imeni, čudna zadeva. In to ni fajn, no. Morda je zato, da se malo spomnimo oziroma vam v kažipot mladi generaciji, a ne, da se da tudi brez ekrančkov preživeti. Vse smo naredili. Preživeli smo in fajn smo se imeli. Pa hudi časi so bili. Ravno o tej temi govori tvoja knjiga Analogna generacija, spodaj s pripisom Pretežno odporna proti življenju. In v bistvu to je zbirka avtobiografskih zgodb o tvojem otroštvu in mladostništvu. Tako. Ja, je zbirka zgodb, ki so resnične. Imena so nekatera so prava, druge mi smo včasih rekli partizanska imena, torej psevdonimi. Osebe, ki sem jih not s pravimi imeni omenil, sem vprašal, če jih lahko. Ostale sem pa pač moral po njihovih nadimkih označiti. Ja, govori o našem odraščanju, o odraščanju skozi frustracije. Mi nismo imeli veliko stvari. Mi nismo imeli nič igrač, skoraj nič. Mi smo si morali sami izmisliti igre in kreirati. Sami smo bili sodniki, sami smo bili vse in smo se morali zmeniti med sabo. In to je delovalo. Ni nujno, da je bilo vedno prijetno. Ja, smo se kdaj pa kdaj fantje tudi zravsali, zgarbali, bi rekli po gorenjsk. Ampak ja, to je to. Smo odraščali na ta način. Cel kup frustracij, ki so nas pa utrdile. Če pride tak en dober trening frustracije za ta, bo si pa odporen malo na življenjske težave. Zato je tak podnaslov. Mi smo skozi frustracije gor rasli in smo pretežno odporni. Torej, če mogoče povzamem oziroma iz tega nekako sugeriram, ali je potem naša generacija, mlajša generacija, manj odporna proti življenju? Ja, seveda. Ker nimate dovolj frustracij. Nimate dovolj, bi rekli, teh, da padeš in se pobereš, ker vas vedno nekdo ščiti. Ok, eden tule, en tam, pazi, da ne boš to, pazi uno, pazi tretje, polštrček tam podstaviš, ampak kako boš potem zrasel? Potem pa pride ena taka resna situacija in če nimaš treninga za sabo, kaj boš pa zdaj? Ja, tako da ja, mi v šoli seveda se zelo trudimo, zdaj bo narobe zvenel, mi to zelo te frustracije, jih ne odstranimo. Ali slabo ocena, ali slabo znanje, ali se noče igrati z njim. Lej, tule ste, zmeni se, med sabo se zmenite. Vi sami rešujte svoje probleme. Ne pa, da vam en od velikih, od staršev, od učiteljev, učitelj tam ne mara, je nič hudega, pa se zmeni. To je odraščanje. Te ne bodo marali v redu. Vprašaj se, zakaj te ne marajo, pa se dogovori in to vsaj pri meni deluje. Sej nisem več v telovadnici, zdaj sem podaljšano bivanje, pa mi je lažje, zato nisem utrujen preveč. Ampak tako je, ne? Tam, ko jih je veliko na kupu, se pravi, ali med poukom, pa tam mora biti recimo mir približno, ne? Potem pa, ko se sprostijo pred nas v podaljšanem bivanju in pa pustimo, da odraščajo. Seveda so pa pod kontrolo, ampak nadaleč imamo vse pod kontrolo, samo pustimo, da se sami zmenijo. In deluje. In to rabijo. Če malo pustiva frustracije na strani, kaj so bili pa lepe stvari, ki ste jih doživeli v vašem času, pa jih danes mi ne moremo, ker so se spremenile okoliščine? To je pa dobro vprašanje. Vse stvari so bile lepe.
Vse so, tudi frustracije so bile zdaj, razmišljam, so bile v redu, so bile krasne, ker smo se nekaj naučili, takrat tisti trenutek je bolel, ampak zdaj je bilo v redu. Je pa to, kot sem rekel, naši odnosi so poglobljeni in še zdaj se prepoznamo, si imamo kaj zapovedati po pol stoletja. Ta knjiga se dogaja približno pol stoletja nazaj. Imel sem predstavitev na moji gimnaziji v Kranju, so prišli sošolci, profesorji in smo nabrali še za 2 knjigi zgodb skupaj. A bo potem drugi del? Ne, prosim. Dajmo tole, da vidimo, kako se bo prijelo. Ampak ja, to, da smo ostali povezani. Da smo ostali povezani, recimo naša generacija, saj naš razred, se je čisto vsako leto dobimo na obletnici mature, razen covida. Ampak do zdaj smo čisto vsako leto skupaj. Še to je bilo, kar je tudi napisano v knjigi, da jih je 8 mojih sošolcev našlo svoje partnerje na gimnaziji. Od tega so 3 pari prav iz našega razreda. Torej 1/4 mojih sošolcev je našla partnerja prav na naši gimnaziji. Mogoče, če komentiram, se mi zdi, da tudi danes najdem, pač je veliko parčkanja na gimnazijah, ampak ti odnosi niso več tako trajni. Ja. Recimo vprašam babico pa dedka, moja babica pa dedek sta se tudi na gimnaziji spoznala in veliko njih je ostalo potem tudi skupaj. Danes pa odnosi razpadajo, Ja. bolj kot nekoč. Če greva nazaj, gre za globino odnosa. Točno Koliko to. si pripravljen vložiti? Včasih smo imeli, mislim, da sta bila 2 pralna praška samo. A res? Koliko je bilo pa masel? Eno samo. Potem niste imeli veliko izbire. Sej zato. Če imaš veliko izbire, lahko rečeš, ok, če mi ta ni všeč, mi bo pa drugi. Najbrž ni bilo toliko manj ljudi, da bi človek imel manjšo izbiro. Vseeno je populacija Slovenije ves čas nekje tam. Ja, ampak ko si se enkrat odločil in če si seveda zgradil en tak bolj globok odnos, ni bilo potrebe iskati, ker se je tudi drugi moral potruditi, da ta odnos gre naprej tako, kot sta si oba zamislila. Ja, tudi soigravci, včasih sem igral košarko, še danes se dobivamo. Še danes smo v redu, še danes premlevamo zgodbe, ker smo bili dan in noč skupaj. V dobrem in slabem. A ne? A so potem te obletnice in tudi druženja z bivšimi soigralci dejansko pripomogle k temu, da je nastala ta knjiga? Ne, knjiga ima pač čisto eno drugo ozadje za nastanek. Jaz sem, letos bo 4 leta, sem imel eno družinsko tragedijo, žena mi je umrla, imela raka, pa ni zneslo. In jaz sem tisto prvo poletje po ženini smrti rabil nekaj. Rabil sem nekaj zato, da sem ohranil svoje duševno zdravje. In potem sem se vrnil v dobre čase, zgodbico sem začel pisati eno za drugo, eno zgodbico na dan, ta knjiga je nastala v 1 mesecu. Ena zgodbica na dan. Dal sem jo seveda malo za prebrati mojim kolegom, prijateljem, sodelavcem, so rekli, da je v redu, zakaj ne bi izdal knjige, ker ni bila mišljena knjiga. Zakaj ne bi izdal knjige in potem sem dal prebrati še tistim, ki se s tem ukvarjajo, ali so pisatelji, ali so celo življenje starši njihovi v tem in se na zadnji strani, ko so komentarji, je pač vidno, da so bili zadovoljni z mojimi zgodbicami prav. Pa dajmo to narediti. Iskal sem založbo, rekli so, da izberi založbo Primus, oni ne komplicirajo, so hitri, profesionalni in tako se je zgodilo. Mi smo knjigo izdali, mislim, da v 4 mesecih. Ko sem jim poslal svoj tekst, so rekli, da je mi všeč na branje in gremo in smo šli. Najprej bi izrekla iskreno sožalje, to je najbrž res težko. Rada bi pa tudi vprašala, rekel si, da je vsaka zgodbica nastala, vsaka zgodbica je nastala en dan.
A ravno zaradi tega so zgodbice malo časovno pomešane med sabo? Prav zaradi tega. Tako kot so mi prihajale tisti dan v glavo, tako sem jih zapisal in nisem želel zdaj kronološko jih razvrstiti. Tako kot mi je pač prišlo tisti dan na misel, kaj moram zapisati. A imaš tudi najljubšo zgodbico? Oziroma posledično najljubši spomin na otroštvo in mladost? Cela knjiga je to. Nobene zgodbe, je pa, ne, v redu je. Cela zgodba, cela knjiga je en sam spomin, no. En sam spomin, nekaj seveda jih imam še, sam niso čist za javnost. A smem tudi vprašati, nekaj je, ko je človek v trenutku in doživi eno stvar in se jo potem spominja. Drugo je pa, ko človek tudi zapiše svoje spomine. A si nekaj novega v sebi tudi ugotovil, ko si zapisoval same zgodbe? Jaz sem zelo nerad pisal. Jaz sem sovražil šolske spise, Tega nisem, ker dobil si en naslov, moral si nekaj napisati o tem in jaz sem sovražil pisanje. Na roko. Pa imam težavo z zapisovanjem, ne. Zdaj, ko sem na računalnik pisal, je šlo. Ampak ja, kot sem rekel, jaz s humorjem rešujem 90% stvari. In tale knjiga je polna humorja, malo so zgodbe napisane zato, da tisti, ko jih bere, da ima dobre volje, da gre dobre volje spat, ne. Pa tudi enostavno se berejo, pa dobri so te vložki s QR-kodami, da si lahko poslušamo glasbo. Ja, to mi je moja knjižničarka svetovala, ko sem pač pisal tekst tam v Wordu, sem zraven dal link, za tele je rekla, tole ne bo šlo v knjigi skozi, obstaja pa možnost, da daješ QR-kode, v redu, pa dajmo QR-kode narediti in da se posluša še glasba, ker ta knjiga se bere in posluša. To je bila ideja moje knjižničarke, ja, točno tista glasba, ki paše v zgodbico tisti trenutek. Še to sem te želela vprašati. Če nisi maral pisati, a je bil to en izmed razlogov, da si šel potem na DIF študirati? Da je bilo bolj športno, pa ker si toliko let treniral košarko, pa prej še rokomet, pa... Ne, DIF je bil moja izbira, ja. Jaz sem si želel to študirati. Jaz sem v gibanju celo življenje, mi smo tam, nobenega drevesa ni tam v Kranju, ki ga ne bi mi preplezali, nobenem graja, ki ne bi preskočili, ali pa bežali pred lastniki unih jablan, ki smo jih rebutali. Ampak ja. Pa tudi pred policaji? Recimo. Ne, pred policaji pa ni bilo šans, ni bilo šans, da bi zbežal. A so bili takrat natrenirani ali? Ne, se ni bežalo pred policijo. Milico takrat še ljudsko, ja. Drugače, jaz sem enkrat... Danes so drugi časi, ja. Jaz sem drugače enkrat že bežala pred policijo, oziroma ne morem tega ravno reči, ker smo se samo zbrali, smo se skupaj in ena gospa je bila ob 9 zvečer s svojim otrokom zunaj in ji ni bilo všeč, da smo bili preglasni ob tem otroku in je poklicala policijo na nas. Tako da, mogoče ravno spet sva pri tem, da zavijaš svojega otroka v ta kokon in vato in... Zdaj se moram malo popraviti. Torej, nismo bežali direktno pred policijo, bežali smo zato, da nas oni ne dobijo tam. Da bi pa policaji nas videli, pa mi bežali. To je bil en sicer moj vrstnik, ki smo skupaj gor raseli, on je imel to zabavo, mi pa ne. Smo prej se umaknili strateško, da nas ne bi potem... Ker smo vsi vseh vedeli. Se ve, kdo je bil. V Kranju se nisi mogel skriti, vsi smo vse poznali. A to je bilo še takrat tako majhno mesto? Kranj je bil kar veliko mesto, sam smo, kot sem rekel, odnose smo imeli poglobljene in smo vse poznali. Če ne, pa si poznal nekoga, ki pozna onega. Čeprav tudi... In takrat ni bilo težko reči kakšnemu miličniku, tega smo videli, da je to pa to naredil. To je bilo, mi smo to s ponosom naredili, ker smo želeli imeti red, cela družba. In tisti, ki je kakšno neumnost naredil, je bil izločen. Ni bil junak, ni bil car. Ne, sorry, ne gre skozi.
hočemo to, pa to, pa to. Če si kradel, pokasiraj in to je to. Ja. Tudi kakšne zgodbice govorijo o takih zadevah. Ja. Vse so zelo simpatične. Verjamem. V zgodbah piše, da si tudi časopis dostavljal, kaj ne? Ja, A je tisti detajl z Metodom Tropcem resničen? da. Zares? da. A smem povedati širši javnosti, kdo je to bil? Ja. V bistvu, Metod Trobec je bil slovenski serijski morilec. Ker ostala sem brez besed. Ampak ja, gospod Viktor je bil zelo prijazen, je raznašal časopis, s tem si služil denar. In ker seveda, kaj bo mladina brala delo, je... Dnevnik. Dnevnik. Ljubljanski dnevnik. Takrat je bil še dnevnik. Ja, ja. Delo se je zjutraj nosilo, Ljubljanski dnevnik je prišel popoldan, ko smo mi končali pouk, je druga izdaja prišla v Kranj. In mi smo gimnazijci več ali manj smo to raznašali okoli. Ja. Ja, je prijazno odstopal nekemu, oziroma takrat še ni bil, ne morem lih reči znanec, ampak gospod, ki je tam stal. Vsake toliko časa je stal Točno en to. gospod in prosil, če imam kakšen izvod za njega. Ja. Wow. 3 leta. 4. leto ga ni bilo več, jaz vzamem časopis v roke, ne vem, kakšen slab dan sem imel, da sem začel brati, odprem in vidim njega na sliki. Metod Trobec. Drugače, glede na to, da mladina ni brala časopisov, kaj pa je brala? Stripe. A da Alan Ford pa to, Alan Ford, Zagor Tenej. tudi hrvaške, pa mislim, Več ali manj niso bili v slovenščini. a ja, Ne, te stripi so bili v, ne vem, kakšnem jeziku, srbskem ali pa hrvaškem. Ni bilo pa slovenskih izvodov še. Potem Alan Ford seveda so v slovenščini, Asterix je potem, tudi Asterix smo brali, samo ne v slovenščini. Mi smo bili takrat Jugoslavija. ja sej Asterix je potem kasneje prišel v slovenski prevod. In Alan Ford in vse, samo, ja. Mi smo brali tisto, kar smo dobili. Žitorepca smo brali, evo. To pa tudi jaz poznam, to smo pa tudi mi Pa brali. Pionirski list, pa to. A to ste tudi vi imeli, še vedno obstaja drugače, zdaj se imenuje Pil Pilja. in to je top To je revija. skrajšano Pionirski list, takrat bilo. Zdaj ne vem, kaj to pomeni. Kaj si pa Pil. ti najraje bral? Jaz sem najraje bral stripe. Alan Forda obožujem. To je tisti humor, ki je tudi malo ga v knjigi začutiti. Ne? Tazga zdravega, morda kdaj obešenjaškega, ampak ja, to je to. Če znaš risati, lahko potem naslednjo knjigo objaviš. Ne, ne, hvala. Če ne, pa bo vse AI naredil. Recimo. Jaz bom pisal še vedno analogno. Sej, mogoče je to še najboljše. Ma ja, sej, zdaj je to tako, naša generacija zna oboje zdaj, a ne? In na roke pisati, pa s papirji na roke, a ne? In uporabljati vse te današnje pametne naprave. To znamo. Za vašo generacijo nisem prepričan, če znate s papirji tako delati, kot bi, a ne, ja. Mislim, spet je odvisno. Odvisno, na katero šolo hodi človek, odvisno od staršev in vse. Recimo, jaz vseeno zelo rada pišem na papir, jaz si ne predstavljam pisati na tablico ali pa računalnik, to pišem samo, ko pač moram res nek dokument poslati. Je pa res, da danes vse več ljudi uporablja tipke in ne svoje roke, in zaradi tega pada pismenost. Ja, nažalost. Ja. Pada pismenost, pada besedni zaklad, smo včasih temu rekli, besedišče, zelo revno. Ne? Škoda, ker bi morali malo več brati. Morda bo ta knjiga, kakšnega iz vaše generacije spodbudila, pa malo prebere. Mogoče. Da se malo razveselite, ampak ja, ni pa nujno, da boste razumeli, zakaj smo odraščali v takih časih. Mislim, pa ni niti pomembno to, da razumemo. Meni se zdi zelo dobra forma ta, da je kratka zgodba. Zato, ker pozornost današnje generacije je kratka. Zato, da prebereš eno zgodbo prebereš v manj kot 5 minutah. Jaz sem jo mogoče v 3 maksimalno.
In je potem tako lažje. To sem naredil nalašč. Kratke zgodbe. Jaz zelo težko razlagam na dolg kaj. Kratke zgodbe, jedrnate, pa namenjene vam. Točno zaradi te vaše kratke pozornosti. To je bil moj namen kratkih zgodb. Torej je bilo namenjeno bolj mlajšim generacijam. Tudi mlajšim generacijam. Kot recimo mi gremo počasi v pozabo. Naša generacija pač genetika svoje naredi. Morda ta knjiga ostane za nami, da mogoče še kdo kdaj kaj vidi, kako je bilo tudi fino odraščati na naš način. Tako je bilo. In to je to. Kratke zgodbe pa zato, ker danes vemo, hitro kaj te zmoti, pa zgubiš interes in zato so zgodbe kratke. Nalašč. A poezije pa ne bi pisal? Ne, hvala. Ne. Ja, pa če bi drugo knjigo napisal, sem me že vprašal, pa vse. Zdaj vidim, da bi moram še strip narediti. Se šalim. Ja, tole je bil razlog, kot sem ga povedal. Ne. Mene pripraviti do pisanja mora biti en močen razlog, ki pa ga ne bi rad še enkrat ponavljal. Ja, ne, v redu je. Ja, ampak če se bo prijelo, sem zadovoljen. Moja prijateljica je kupila 4 knjige za darila. Rekla, ne moreš zgrešiti s to knjigo kot darilom. Fajn. Ne, res je hitro. Hitro se prebere. Hitro se prebere, kratke je, pa vidim, da je vsem všeč. Nisem še slabega komentarja dobil na tole knjigo. A te smem še za nekaj prositi? Na koncu knjige piše, bom kar prebrala. To je zadnja zgodba. Vse ostale se prenašajo po ustnem izročilu ob kavi, pivu, šampancu ali koktejlu. Tukaj nimava praktično nič, jaz imam plastenko vode. A bi bil slučajno pripravljen še eno res zadnjo kratko zgodbico deliti z nami, ki je res hudomušna, pa ni bila v sami knjigi izdana? Ali sem te dobila zdaj? Je razlog, zakaj jih nisem napisal. In razlog je, da ni to za javnost. So precej bolj hudomušne, pa osebe so še vedno žive. Tako da rajši ob kavici in vseh teh pijačah, kdaj drugič, ampak ne pa lepo prosim za javnost. Ja. V redu je, ne se sekirati. A bi si kdaj želel namesto v svoji generaciji odraščati v katerikoli drugi generaciji? Tudi slučajno ne. Ker ne znam. In to te je naredilo tebe? Ja, nas. Celo generacijo. Pretežno odporne proti življenju. Danes smo mi malo manj odporni, vi ste malo bolj odporni, ampak se mi zdi, da zelo lepo poskušate na nas prenašati neke izkušnje in nas vzgajati. Recimo ti s tem, da poučuješ otroke in tudi jaz lahko zagotovim, da moji profesorji se zelo trudijo. Verjamem. Mi smo pač še stara generacija, ki nam je mar za vas. Nam je mar za vas. Mi smo šli, torej to delo, ki ga delamo z učenci, dijaki, smo to želeli. To želimo, imamo nekaj zapovedati. Se ne gre za to, da imaš veliko znanja, gre za način, kako to poveš. Nekdo ima lahko ogromno znanja in doktorat, ampak ne zna drugega naučiti. Za pedagoga se rodiš. Se nekaj se izobraziš, ampak za pedagoga se moraš roditi. Z največjim veseljem to delamo, ker nam je mar za vas. In najlepša hvala, ker se tako trudite. Ja, hvala tudi za to, da ste. Saj bi rekla, da se tudi mi trudimo, pa vem, da se nekateri ne trudijo. Lej, vi ste naša prihodnost. Mi in vi jo ustvarjamo. In zdaj, če vas bomo dobro naučili, da boste imeli, bom rekel, dober posel, pa boste tudi nam lahko tole našo penzijo malo bolj debele rezine kruha rezali. Ja,
Upam, da bo tako. Ja, mi tudi. V redu. Na tej točki bi se ti rada zahvalila, zato ker si se mi danes pridružil v studiu. Najlepša hvala tudi vam, cenjene poslušalke in poslušalci, da ste si vzeli čas in poslušali podcast Jabolka, hruške in knjige. Naš podcast lahko poslušate na portalu 365 in na spletni strani Arsa. Posebno zahvalo bi rada tudi izrekla naši tonski mojstrici Mirti Berlan. Najlepša hvala za poslušanje, tebi, Viktor, pa da si danes prišel. Hvala tudi vam, hvala poslušalci, ki boste to poslušali. Moj gost v tokratni epizodi je bil Viktor Benčan, z vami pa sem bila Živa Anderluh. Poslušali ste podcast Jabolka, hruške in knjige. Jabolka, hruške in knjige.